Nogomet je šport, ki ne počiva na lovorikah, bi lahko povzeli znano misel o stalnem prizadevanju za izboljšave in napredek. Ne samo na športnem oziroma v našem primeru na nogometnem področju, tudi v poslu in življenju nasploh. Te tri segmente je Nogometna zveza Slovenije s svojimi partnerji povezala in nadgradila v novem produktu, ki nastaja v okviru premierne sezone samostojne mladinske lige. V prihodnjih 4 sezonah se bo imenovala Liga E.ON Next Gen. Izbrane tekme bodo v prenosu na televiziji Sportklub. Poskušali bomo tekme, ki jih prenaša televizija, dati na boljša igrišča. To bo tudi dodatna motivacija za te mlade igralce. Prav tako bo to motivacija za kadetske lige, da ena taka mladinska liga postane tudi za njih nov motivacijski element in jaz mislim, da bo to doseglo svoj namen. Mladi ne mogu uvijek dobiti tu priliku, mislim da se s ovim otvara mogućnost da svi mladi koji uporni, dobri talenti dobiju priliku da se pokažu, da izbore svoje mjesto po suce i da im bude lakše u životu i da budu i budućnosti slovenskog nogometa. 16-članska je mladinska liga, 9 ekip je iz prvoligaških klubov. V ekipah bodo lahko igrali tudi 4 leto dni starejši nogometaši. Prav vsi bodo dobili priložnost, da odločneje zakorakajo tudi na medijski oder. Da jim omogočimo prve stike, da lahko dajo izjave, intervjuje, po tekmi, da so lahko člani oziroma gosti v različnih oddajah, naprimer popularna oddaja Pod prečko na Športklubu in tako naprej. In to bi mi želeli zagotoviti mladim in upam, da bodo videli klubi in tudi mladi igralci, da je to resnično velika priložnost za njih, da se pokažejo in izkažejo. Da se navadijo tega življenja pod žarometi, da se znajo obnašati, ko pristopijo prag, ki pride v prvočlansko ekipo in seveda, da, kot sem že mnogokrat povedal, da ti mladi talenti, ki se mnogo prehitro odločijo, da odidejo v tujino, da tudi imajo neko voljo dodatno, da ostanejo tukaj. In to je tudi eden osrednjih ciljev boljše organiziranosti in večje medijske popularizacije mladinskega klubskega nogometa. Da bodo imeli nadebudni nogometaši dovolj motivov in priložnost, da doma doživijo nekaj tistega, kar naj bi oziroma kar ponuja tujina. Seveda je končni cilj, da iz tega največ iztrži slovenski nogomet, da bomo imeli čim več potencialnih kandidatov za reprezentanco, za mlado reprezentanco in pa konec koncev čim več boljših tekem tudi v mladinski ligi. Skupaj zdaj treba to izboljševati, ne se bati narediti tudi kakšne napake, se nikoli nič ni idealno, iti neko svojo pot, vzeti, če lahko kaj od drugod, kar je dobro, ampak za svojo pametjo poskušati, se pravim, z boljšimi pogoji, z večjo medijsko podporo tem fantom, dati več energije, več elana, ker brez njihove želje, brez njihovega treninga pa je vse zastonj. Ob upoštevanju seveda, da so te želje v okviru danosti, ob zavedanju, da do športnih ciljev ni bližnjic, ki jih morda želijo poiskati, tudi ali predvsem ob podpori staršev. Morajo se zavedati, koliko je njihov otrok res dober, če ne malo poprašajo in ne se zaletavati z glavo skozi zid. Ker mislim, da če grejo premladi od doma, da to ni najboljše. To je sicer moje mišljenje. Ki pa ima težo tudi na podlagi mnogih tovrstnih zgodb, ki jih je napisal nogomet. Številke, ki se vrtijo v nogometnem svetu, so seveda mamljive, težko se jim je upreti. Tisti, ki so sopotniki ambicioznih fantov in njihovih staršev, predstavljajo širši pogled, ki se zrcali tudi v novem projektu Liga E.ON Next Gen. Na koncu največji kapital nas, kot Slovenije, kot nogometne zveze, kot klubov, je domači igralec, ker na koncu je najlažji iz tega okolja fanta tudi na koncu prodati in pripeljati do reprezentante, da je nek idol mladim fantom, ki pa za njim pridejo v klube. Pogoji za razvoj mladih nogometašov in njihovih okolij se torej v vseh pogledih izboljšujejo. Seveda pa je to en vidik uspeha, kajti brez trdega dela in brez dobrega treninga samo to ne bo dovolj. Eno z drugim torej, da bodo tudi želje lažje sledile realnosti v tej in naslednjih generacijah.